Pozdravljeni! Leto dni je za nami, aktivnosti pa za celoten mandat. V letu dni smo pospešili črpanje iz evropskih skladov. Slovenija bo do zaključka finančne perspektive porabila vsa razpoložljiva sredstva. Zaradi razmer smo del namenili odpravi posledic pandemije. Lani smo za različne programe namenili skoraj pol milijarde evrov, letos pa bo ta znesek podvojen. Na julijskem vrhu Evropske unije lani je bil dosežen dogovor, po katerem je Slovenija dobila skoraj pol milijarde evrov sredstev več, kot je bilo prvotno predvideno. S tem ohranja približno enak finančni položaj kot v sedanji finančni perspektivi. Okrepljena finančna ovojnica za vzhodno kohezijsko regijo pa bo omogočila izpeljavo številnih programov in naložb s ciljem zmanjšanja oziroma odprave razvojnega zaostanka. Zaradi posledic pandemije smo posebno pozornost namenili ohranitvi delovnih mest, gospodarstvu, zdravstvu in starejšim. Pričenjamo z obsežnimi investicijami na področju izboljšanja kapacitet v zdravstvu, domski oskrbi, podpori gospodarstvu. Zavedamo se, da evropska sredstva, četudi nepovratna, prihajajo od ljudi, zato jih je ljudem potrebno tudi vrniti. Tudi v prihodnje ne bomo nikogar pustili ob strani in noben del Slovenije ne bo zapostavljen.